Vprašanje, ki verjetno zanima vse poslušalce. Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Kakšne zahteve so pred Kaj vi menite o tem? Kakšne okoliščine so? Kako pa izbirate vi? Vroči mikrofon. Sredi aprila je v Borovnici začela delovati nova družinska zdravnica. Da bi si zagotovili mesto v njeni ambulanti, so se ljudje pred tamkajšnjo zdravstveno postajo začeli zbirati že večer prej in so tam tudi prenočili. Do jutra je nastala dolga vrsta čakajočih. Mal pred 5 so prišle. Dolga? Mal dolga, pa kaj smo? Zdravnike rabimo. To smo v kapmeni dobi, a ne bi mogli to enostavno prenesti na druge. Kad drug pride, ne pa da tlele, neverjetno. Do 10 zjutraj so zapolnili že skoraj vsa prosta mesta. V zdravstvenem domu Vrhnika pacienti mirijo, da bodo prihodnji mesec zaposlili še enega zdravnika. Tako so 15. aprila poročali v prvem dnevniku televizije Slovenija. Da ljudje za vpis k osebni zdravnici v koloni čakajo tudi po 9 ur, nekateri brez uspeha, je nedopustno, je dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel. Naloga zdravstvenega doma je, da prenos organizira tako, da ljudje ne čakajo. To, kar se je včeraj zgodilo, ni primerno, ni dopustno. Če bi bilo tako vsakič, ko se zdravnik zamenja, bi imeli čakalne vrste pred zdravstvenimi domovi veliko krat. Ampak očitno v tem zdravstvenem domu niso pravilno organizirali. Imamo dobre prakse v številnih drugih zdravstvenih domovih, kjer teh čakalnih vrst ob menjavi zdravnikov ni bilo. Dobra 2 tedna pozneje se je podobna situacija ponovila pred zdravstveno postajo Cerkno, pred katero je kolona nastala že v zgodnjih jutranjih urah, čeprav je začela zdravnica nove paciente opredeljevati šele ob 15. uri. Ja, upam si reči, da bi bila vrsta čakajočih zagotovo še daljša, če ne bi bilo dežja, tako pa so občani čakali pod napuščem in streho 2 šotorov, ki ju je postavila civilna zaščita posebej za ta namen. No, večina čakajočih je domačinov, ki so po nedavni upokojitvi prejšnjega zdravnika zdaj ostali brez izbranega zdravnika. Njihove komentarje bi lahko povzela z besedami jeza, žalost, razočaranje, a tudi kanček humorja se je našel med njihovimi komentarji. Tu nisem kamer. Zdravnikov je premalo, če jih ni. Zdaj ima čakali točno špršno na ostro špršu, še ne. Bošmo pa nikam drama hariti. Pač se prilagodimo, kaj čma. Mi ne preostane druge. Tole je v Cerknem prejšnji teden posnela kolegica Nina Brus, mi pa smo se ta teden odpravili v zdravstveni dom Logatec, ki ga mnogi izpostavljajo kot primer dobre prakse. Ali so imeli kaj težav pri iskanju osebnega zdravnika, smo vprašali nekaj tistih, ki so bili ravno na poti v ambulanto. Čist nič. Jaz imam tukaj osebnega zdravnika, pa takrat, ko sem ga rabil, ko sem prišel do njega, to že toliko let nazaj in zdaj to je to. Jaz ga imam skozi res. Od nekdaj tukaj v zdravstvenem domu Logatec? Ja. Jaz sem imel osebno zdravnico, ki se je selila, jaz pa za njo. In smo šli v Laško, Postojno, no pa je pa ona, ki je bila otroška, pa mene ni mogla, sem se pa tle prijavil. Kako pa ste zadovoljni tukaj v zdravstvenem domu Logatec? Zelo. Lično, če se vzamejo čas in se pogovorijo, skratka, dober. Kar v redu so, tako mislim. Pa super. Vam povem, zdaj grem gor, tako, sploh nisem najavljen, ampak sem sestro govoriti. In ko recimo potrebujete zdravnika, vam hitro odgovorijo na mail, ne vem, se oglašajo na telefone? Jaz kar po telefonu, ja, kar vračajo. Kar solidni so, res, ne morem se pritoževati. Ja, sem zadovoljen. Vračajo klice, no. Da vrnejo prav vsak neodgovorjen klic, izpostavlja tudi direktorica zdravstvenega doma Logatec Urška Mele. Pri njih so ambulanto osebne medicine nazadnje zaprli lani. Približno pol leta pred odhodom zdravnika so del obstoječega programa ambulante prenesli na 2 nova specialista in začeli s postopnim opredeljevanjem pacientov. Obseg programa novih 2 zdravnikov so postopno povečevali, da mest niso prehitro zapolnili drugi pacienti. Svoje paciente so o zapiranju ambulante obveščali prek SMS sporočil, informacije so delili prek lokalnih kanalov, nekatere pa so tudi poklicali. Tako so poskrbeli, da so vsi pacienti po zaprtju stare ambulante ohranili osebnega zdravnika v domačem zdravstvenem domu. Če so to želeli, seveda. Ta hip imajo 10 ambulant, v katerih je opredeljenih 18 tisoč odraslih pacientov.
Občina Logatec ima okoli 15.000 prebivalcev. Torej, bistveno več imamo opredeljenih, kot jih ima občina, ne? Brez otrok. Otrok imamo še dodatnih 5.000. Pri nas so načeloma vsi zdravniki polni. Naš dogovor je tak, da če so prebivalci Logatca, da se opredelijo tam, ki imajo recimo že, da je cela družina pri enemu zdravniku. Torej nekako poskrbimo za naše prebivalce. Poleg tega, da so že vsi zasedeni, imamo pa tudi specializante, ki si želijo pri nas ostati. In imamo tudi že plan, kje bomo ambulanto odpirali. Kajti pri nas bo tudi par otrok, ki bo več 100, njih rabilo imeti družinskega zdravnika in da bomo poskrbeli za ta prehod. Bomo že izdelali načrt. Mislim, ga že imamo, tako bom rekla. V kolikem času ga boste realizirali in od česa je to odvisno? Zdaj načeloma mi imamo namen konec leta odpirati ambulanto ali v začetku naslednjega leta, tako da ti otroci ne bi ostali brez zdravnika, da bodo imeli enega specialista družinske medicine. Kako težko je to oziroma koliko avtonomije ima zdravstveni dom, recimo da reče, evo mi bomo imeli pa zdaj še eno ambulanto? To je vse v dogovoru z našim plačnikom, to je ZZZS. Včasih so mogli dati vlogo, da si dobil program in da si pa lahko odprl ambulanto. Zdaj pa to bistveno lažje. Če ti imaš zdravnika, ga lahko zaposliš, lahko odpreš ambulanto. In vsak si lahko zbere osebnega zdravnika, v kateremkoli kraju je. In to je tudi mogoče dobro, se tudi v službi nismo v domačem kraju, tako da tudi zdravnika ne rabimo lih imeti v domačem kraju, ampak greš tja, kjer ti je nekako lažje in preferiraš in to se mi zdi, da je zelo dobro poskrbela naša država, da v bistvu tudi z tem odpiranjem ambulant ni več taka težava, da dejansko lahko odpreš samo, če že imaš nosilca. Je pa tudi privabljanje nosilcev v manjše kraje lahko velik izziv. V Logatcu so se s pomanjkanjem zdravnikov soočali leta 2008 oziroma 2009, rešitev pa so našli v tem, da smo naredili, da smo naš zdravstveni dom učni zavod, učna ustanova in naredili smo tudi to ta korak, da smo dobili mentorje za družinsko medicino. Od takrat naprej nekako to mi vzgajamo in teh težav nimamo. A Urška Mele priznava tudi, da imajo verjetno manj težav kot od večjih mest bolj oddaljeni zdravstveni domovi zaradi svoje lokacije. Smo blizu Ljubljane, imamo kar nekaj zdravnikov, ki so iz Ljubljane in se vozijo k nam. Nekaj pomaga sama ta klima Logatca, ki je nekako še vedno neka domača. In ja, občine, ki so oddaljene, manjši kraji imajo večji izziv pridobiti enega mlajšega specialista družinske medicine, da si bo ustvaril tam družino, da bo otroku nudil vse dejavnosti, ki jih ima prestolnica. To je ena taka stvar, ki v bistvu mladi zdaj gledajo, ki je v bistvu vrednota drugačna, kot je bila včasih. Hkrati ima posamezen zdravnik danes manjše število opredeljenih pacientov, kot so jih imeli včasih. Vrednota, v kateri so mlajši zdravniki vzgojeni, je v bistvu čas. Starejši zdravniki so bili vzgojeni, da morajo delati. Mlajši pa cenijo svoj prosti čas in tudi strmijo k temu, kot jaz opažam, da imajo v bistvu toliko opredeljenih, kot jih rabijo, nič več. Ker njim je pomembno, da se za pacienta zavzamejo, da ni številka, da si vzamejo čas zanjega in svoj prosti čas, da končajo do časa v bistvu službo. Pomembno je, da si zdravnik za pacienta vzame čas, da ga pozna, zato je pomembno tudi, da ima vsak svojega osebnega zdravnika, za konec pove direktorica zdravstvenega doma Logatec Urška Mele. Imeti osebnega zdravnika je isto imeti kot imeti nekega zaupnika, ki ve, kaj se dogaja z lastnim zdravjem. Govoriti enemu zdravniku, ne 5 razlagati vedno znova in znova. Potem rataš zbegan. In to ni dobro tudi za osebno samopodobo. Ljudje smo s čustvi in menjati osebne zdravnike ali pa imeti umetno inteligenco je to grozno. Tisti pristop, osebni stisk roke, to šteje, to bi moglo šteti in strmeti k temu, da imamo res konstantno nekoga, ki skrbi za nas. Ker telefoni in tehnologija ne bo. Je hladno, ljudje smo pa topli.
O tem, kako povsod zagotoviti ljudem dostop do osebnega zdravnika, pa se bomo v prihodnjih minutah pogovarjali z zastopnikom pacientovih pravic in nekdanjim generalnim direktorjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Marjanom Sušljem. Marjan Sušelj, zastopnik pacientovih pravic in nekdanji generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Lepo pozdravljeni na Valu 202. Dobar dan, želim. Povod za povabilo, prejšnji teden smo že drugič v mesecu dni opazovali kar dolge vrste čakajočih za vpis k izbranemu osebnemu zdravniku. V primeru Borovnice se je to dogajalo tako rekoč sredi noči, v Cerknem minuli teden na dežju, v relativno hladnem vremenu. Zanima me najprej, ne vem, čisto osebno, kako vi spremljate take prizore? Ja, moram reči, da sem malo žalosten, pa tudi razočaran, da se to dogaja našim pacientom, ker ne gre tukaj zdaj za neko, bom rekel, luksuzno storitev, ampak gre za preprosto dostop do osebnega zdravnika, družinskega zdravnika. To smo zapisali tudi v pomembne dokumente v ustavi, pravica do zdravstvene oskrbe, in tu zdaj pomanjkanje kadra ali pa organizacijski problemi se mi zdi, da pač preprosto ne bi smeli pripeljati do take situacije, ko smo bili priča zdaj v nekaterih okoljih, in take prakse ne smemo sprejeti. To je ponižujoče za ljudi, škodljivo in predvsem je to diskriminacija, kar se tiče dostopa do zdravstvene oskrbe. Internet poznamo že tako dolgo, da tudi starejši to uporabljajo, so digitalizirani, prejemajo izvide v aplikacijo Zvem in tako naprej. Pa sem veliko razmišljal, ali sploh obstaja bolj pravičen način, kako priti do zdravnika, ko recimo se prejšnji upokoji in se je treba pač postaviti v vrsto, kot ta, da pač dejansko stojiš v vrsti. Jaz nimam recimo boljše ideje. Ja, gledajte, izbira je seveda en del tega postopka, ne? Drugo pa seveda, koliko zdravnika potrebujemo dejansko, koliko ga bomo jutri in koliko stikov bomo potrebovali z samim zdravnikom. Izbira je pač nek tehnični postopek. Zaenkrat je v naši zakonodaji predvideno, da pacient izbere zdravnika, torej mora soglašati, ne? In večina primerov, ko se nekdo upokoji, zdravstveni domovi rešijo na ta način, da najprej povabijo tiste dosedanje paciente, jim dajo 2-tedenski, 3-tedenski termin, da se opredelijo, če sprejmejo novega zdravnika, če ne, potem bodo poiskali drugega. In tista prosta mesta, ki ostanejo, potem dajo na razpolago tako rekoč komorkoli, in tega interesa je veliko. Tudi v Ljubljani je to izredno prisotno pomanjkanje zdravnikov. Tako da ta način, da ob neki uri razpišejo, ne vem, 490 mest in da pride tam 1500 ljudi čakati, starejših, obnemoglih v dežju po noči, kadarkoli, to je po mojem ena zelo slaba praksa in slaba organizacija, in upam, da se to ne bo več ponovilo. So pač drugi načini, kako se izbere, ne. No, ampak tisto, kar sem prej začel, ne, če imamo omejeno število zdravnikov, bomo morali seveda s tem tudi v naslednjih letih živeti. Iluzorno je, da bodo povečane specializacije za družinske zdravnike prinesle bistveno večje število zdravnikov v vsakodnevno prakso. Tako da bomo verjetno soočeni za pomanjkanje zdravnikov še sigurno 10 let, 20 let, 15 let, ne. In mora politika izbrati neke rešitve tudi za to vmesno obdobje. In te rešitve, seveda ni treba, da smo tukaj zelo inovativni, moramo pogledati, kaj se da narediti in prevzeti iz tujine, ne, pa tudi, kaj lahko mi sami naredimo, ne. Tukaj verjetno bomo iskali, moramo iskati predvsem neke vrste druge zdravstvene delavce, ki bi lahko vskočili noter na mesto zdravnika in enakovredno ali pa bo neko zadovoljivo poskrbeli za paciente, ki imajo kakšne enostavnejše probleme ali pa ki imajo urejeno bolezen, ne. Nekaj takega smo že naredili, recimo z referenčnimi ambulantami, ne.
pa imamo na novo vzpostavljamo te centre za duševno zdravje, centre za krepitev zdravja. Ne? Tako da tudi pacienti sami se bomo morali navaditi, da ne bomo zdaj za vsak prehlad hiteli do zdravnika, ker je to nepotrebno. Ne? Marsikdo drug lahko iz zdravstvenega tima nas lahko skrbi, na koncu pa tudi seveda sami lahko naredimo marsikaj za tiste blage ali pa lažje težave, ki jih imamo. Zdaj, vrnil bi se vendarle za hipec še k primeru Borovnice in Cerknega. Tam je bilo videti tudi nekaj kazanja s prstom drug na drugega, češ ministrstvo je krivo, to je treba drugače izpeljati, pa ministrstvo nazaj, da lahko tudi zdravstveni domovi samoiniciativno poskrbijo za boljšo organizacijo. Razumem, obstajajo seveda neka pravila, ki jih določa Zavod za zdravstveno zavarovanje, ampak zakaj osebni zdravnik, ki nadomesti tistega, ki se je upokojil ali pač odšel, ne more samodejno prevzeti njegovih pacientov? Ne bi bilo to smiselno? Ja, na nek način za take primere, kjer se nekdo pač upokoji, umakne in prevzame program neka druga oseba. Ne? Ampak kljub temu še vedno tu je pravica pacienta, na nek način tudi dolžnost, da izbere zdravnika. Ne? In kot sem omenil, večina zdravstvenih domov najprej predlaga zamenjavo pacientom za tistim, ki so bili prej pri tem zdravniku in se oni na nek način opredelijo do te izbire. Ne? Potem pa šele ostalim. Zdaj, se pravi, domnevava, da v teh primerih, recimo v Cerknem, se to ni zgodilo? V Cerknem se ni zgodilo, ker se je program pomembno zmanjšal. V Borovnici pa res ne vidim nobenega razloga, zakaj se to ni naredilo. Ne? In kolikor je meni znano, večina teh kadrovskih sprememb se ureja na ta način, kot sem prej opisal, in ni potrebno dejansko, da pozovemo tam na desetine, stotine ljudi, da pridejo v nemogočih urah čakati in se upisati. Ne? V oči mi je padlo vprašanje zdaj ob medijskem poročanju teh vrst čakajočih. Namreč, zakaj bi potrebovali izbranega osebnega zdravnika? To sem razumel kot nek namig, da je pomembno, da vemo, kam se lahko obrnemo, ko imamo zdravstvene težave, se pravi, ne vem, v zdravstvenem domu, v svojem kraju bom zagotovo našel nekoga, ki mi lahko pomaga. Zakaj mora biti tam to moj izbrani osebni zdravnik? Lahko je tudi nekdo drug. Pomembno je, da dobim zdravstveno storitev. Najbrž jaz razmišljam drugače, ker trkam, nimam veliko zdravstvenih težav, nek zahtevnejši pacient, zanje najbrž pa pomembno seveda, da ga zdravnik dobro pozna. Ne? Ja, ta inštitut izbranega zdravnika je pravzaprav postavljen na temelj poznavanja pacienta in zdravnika. Ne? In čim bolj zdravnik pozna pacientovo življenje, pacientove dosedanje bolezni, kronične bolezni, toliko bolj kvalitetne so potem njegove storitve, njegova diagnostika, njegova terapija in tudi navsezadnje tukaj ne smemo pozabiti, zdravstvo deluje na podlagi zaupanja. Ne? In če pacient pozna zdravnika in mu zaupa, potem bo seveda tudi zdravljenje uspešnejše. Ne? Tako da te začasne rešitve, ki so pač na razpolago in pa mogoče se celo premalo poudarjajo, te ambulante za neopredeljene oziroma dodatne se zdaj imenujejo, ne, so zasilna rešitev. Ne. Tam dobi pacient tisto oskrbo, ki jo danes potrebuje, dobi bolniški list ali kaj takega, ne, če je delo nezmožen, ampak tisto poznavanje zdravnika pacienta pa ni prisotno. Ne. Kar pomeni, da vedno znova je treba svojo, bom rekel, zgodovino bolezni predstaviti od začetka in tudi navsezadnje zdravniki so podvrženi isti doktrini, ampak njihovo ravnanje je nekoliko drugačno. Ne? Kot zastopnik imam večkrat pritožbe pacientov, ta zdravnik mi je pa predpisoval to zdravilo, zdaj pa imam nekega drugega, pa mi tega noče več predpisati. Ne? Zdaj, seveda, lahko je to, kaj je sprememba v samem načinu zdravljenja, ali pa
mogoče novi zdravnik ne pozna vse specifike tega pacienta, kar je pa seveda lahko tudi škodljivo, ne, če gre za recimo kakšno zdravilo, na katerega je pacient alergičen ali pa težko prenaša in ni uspel pogledati vse te zgodovine, ne, ker tudi za zdravnika je seveda lažje, če ima pacienta, ki ga pozna in ko pride v ordinacijo, ko pride v ambulanto, že vidi, danes pa res malo tako neroden hodi, pa približno že oceni, kaj je narobe. Seveda potem je laboratorij, diagnostika in tako naprej. Ne. Ponavadi, ko imamo težave v Sloveniji, se zgledujemo po kom drugem, a ne, pogledamo primere dobre prakse, ponavadi k zahodnim sosedom, ampak v tem primeru vi ne bi šli v Avstrijo ali Nemčijo, pravite, če se ne motim, ne? Glejte, slovenski sistem je pač slovenski sistem, ne? Mi imamo neko tradicijo iz bivše države, Jugoslavije, smo pa dejansko veliko novosti prevzeli ravno iz teh sistemov, ki so nam podobni, avstrijski pa recimo nemški sistema, ne? In tudi oni imajo osebnega zdravnika, ne? Na nek način imajo osebnega, tudi Velika Britanija in te države imajo tam family doctor, ne, znan, da smo njihov izraz pobrali k nam, ne, in dejansko v večini držav se nekako, bom rekel, ta inštitut vzpostavlja, če ni vzpostavljen, ne, ker zdravstvo se na nek način zelo specializira, se cepi, imamo specialiste, imamo subspecializacije, imamo ne vem kakšne strašne diagnostične postopke, ampak na koncu imamo popravka z človekom, ne? In to celostno perspektivo, celostno sliko pacienta ima družinski zdravnik, ne? En zelo dober ortoped vidi seveda tisti del, za katerega je specializiran, tako da nekje sinteza spet na pacienta se vrši pri zdravniku in tudi druge države na nek način, recimo Avstrijci so večkrat prišli v Slovenijo in so opazovali, analizirali naš sistem in so ga, bom rekel, tudi na nek način prilagali našim rešitvam, ne. Bi pa še to povedal, ne, recimo v Avstriji je ta družinski zdravnik ali izbrani zdravnik je relativno slabo pozicioniran, dolgo časa niti ni bilo specializacije in je zelo razdrobljen, ne. Zdravstvenih domov skoraj da nimajo in je družinski zdravnik ali ta osebni zdravnik v bloku, v 4. nadstropju, v stanovanju XY, ne. Ko gre pacient tja, seveda je takoj sprejet v dnevno sobo zdravnika skoraj da, ne. Ampak če pa rabi laboratorij, če pa rabi še ne vem kaj, dermatologa, če rabi še kakšnega drugega, pa dejansko mora iti nekam čist drugama, ne. Pri nas mu je ta pot prihranjena. Ja, tako. Kako smo prišli do točke, kjer moramo stati v vrsti, da bi prišli do izbranega osebnega zdravnika, od takrat, ko smo lahko dejansko izbirali med različnimi, ki so bili na primer v nekem zdravstvenem domu na razpolago? Ja, zanimivo, kako se je to hitro spremenilo, ne? Zakon o zdravstvenem varstvu, zdravstvenem zavarovanju, ki je temeljen na področju pravic iz obveznega zavarovanja, tudi zakon o pacientovih pravicah, dejansko govori o pravici do izbire izvajalca zdravnika, ne? Izbira je seveda takrat, ko je možna, ne? Tudi dejansko materializirana, ne? V zadnjih letih se pa te zadeve so se drastično spremenile in ključen preskok je bil v letu 2017, ko je politika nekako prisluhnila zdravništvu v pogajalskem procesu in znižala normative za zdravnike družinske medicine. To pomeni, da so lahko začeli in so izpolnili svojo obveznost, če so obravnavali manj pacientov in vsako leto se je to še potem zniževalo, ne. Tako da na nek način, kljub temu, da se je število zdravnikov v zadnjih 10 letih nekoliko povečalo, ne, imamo zdaj, ne vem, po zadnjih podatkih 135,000 ljudi, kar je ogromno, ne, brez izbranega zdravnika in to je, mislim, da ena izmed najbolj šibkih točk slovenskega zdravstvenega sistema. To se sicer sliši zelo slabo, morava pa vendarle poudariti, da ti ljudje niso nujno brez zdravstvene oskrbe, ko jo potrebujejo, ne, saj smo že omenili ambulante za osebe brez izbranega zdravnika. To je res, a ne,
mogoče še poudarim, da smo tudi prej imeli že nekaj populacije, ki je bila brez zdravnika, ne, ampak so bili to mlajši pacienti, so bili tisti, ki so nekaj časa prišli sem, pa niso stalno ostali, ne, ampak v zadnjih 2-3 letih pa dejansko ostajajo brez zdravnika kronični bolniki, starejši bolniki, tisti, ki so prej dejansko nekako redno obiskovali. Ne. Zdaj, te ambulante za neopredeljene, pa te dodatne, so neko mašilo začasno, ampak to upam, da ne bo ostala trajno začasna rešitev. Ne? Moramo poiskati trajne rešitve. V tej smeri mislim, da kdorkoli bo v vladi mora delati, da se pač poišče čimprej neka stalna rešitev, ki najbrž ne bo taka, kot smo bili vajeni pred 10 leti, ampak bo glede na nove okoliščine, glede na starajočo populacijo drugačna, pa glede na to tudi verjetno bomo morali pacienti sprejeti drugačen način stika z zdravnikom ali pa manj zdravnika, pa več drugih zdravstvenih delavcev, mogoče tudi tisto večjo skrb za lastno zdravje, tako da se te zadeve bodo, bom rekel, drugače organizirale. Zdaj ste že malo segli k naslednjemu vprašanju. Zdaj smo pač na neki prelomnici, a ne, tudi zato, ker prihajajoča vlada, kot se nakazuje, ima drugačne ideje glede tega, kaj, koliko in kje bi lahko zdravniki delali, kot jih je imela do zdajšnja. Ali lahko recimo ta popolna odprava omejitev dela pri zasebnikih reši to težavo dostopa do osebnega zdravnika? Mislim, da na področju primarnega zdravstvenega varstva to ni najbolj ključen problem. Bolj je to problem pri določeni specialistiki, zdaj imamo radiologijo v Mariboru, pa ne vem na katerih drugih področjih, ampak tista, kar je pomembno, in tu bi jaz res apeliral na novo vlado in pričakoval, da najde neke vrste, bom rekel, konstruktivno sodelovanje med zdravništvom in tistimi, ki odločajo. Če se bomo počutili odgovorni, soodgovorni za naše paciente, potem najbrž nobenemu zdravniku ni vseeno, da vidi tam pred zdravstvenim domom Borovnica vrsto, ki čaka 10 ur. In to ni samo stvar ministrice, ministra za zdravje, to ni samo stvar, parlamenta, ampak tudi zdravništva. In na nek način bomo morali vsi poiskati rešitev in nek konsens, kako vsakemu, ki potrebuje zdravnika, ga tudi zagotoviti. Tudi na primarnem nivoju. Primarni nivo je dejansko neka vrsta središčna točka za vsakega pacienta. Najpogostejši kontakt je takrat, ko je kaj narobe. Več kot 60% kontaktov je ravno z družinskim zdravnikom. Tako da ta del je potem na nek način usmerjevalc na specialistično obravnavo, ali pa odloča o pomembnih zadevah v vsakodnevnem življenju. Tako da temu delu moramo posvetiti v bodoče več pozornosti. Zdaj, a bodo te zgodbe, ki jih nova, bom rekel, koalicija, napovedana koalicija prispevala k temu, če bomo uspeli vzpostaviti dialog med politiko in zdravništvom, bo to že velik dosežek. Same rešitve bodo pa morale biti poiskane, tako da bodo vsi deležniki na nek način maksimalno prispevali in da bomo dejansko ne samo na papirju in v besedah imeli v središču pacienta, ampak da bomo zanj dejansko poskrbeli. Če nekdo čaka tam 10 ur, pa nismo naredili domače naloge. Kot nekdani direktor zdravstvene zavarovalnice seveda dobro poznate sistem, tudi stroške in tako naprej. Je obvezni zdravstveni prispevek prenizek? Govorite o tem delu, ki je bil prenešen iz prostovoljnih zavarovalnic? Ja, gledajte, tam je... Jaz poznam zavarovalništvo, zdravstveno zavarovalnico in to področje v Sloveniji že od samega nastanka, ker sem na nek način bil vključen tudi v postavljanje tega sistema v Sloveniji. Dejansko je bil že v začetku razmislek, da bo en del stroškov zdravstva pokrila država preko prispevkov, en del bomo pa morali prispevati iz svojega žepa. In za ta del se je ustanovilo ta dodatno prostovoljno zavarovanje, ki se je v določenih fazah celo malo, bom rekel,
oddaljilo od svojega poslanstva in se je preveč ukvarjalo z trženjem in zdaj in še s čima, ne. Ampak ni države, ne, pomeni, po mojem znanju, v razvitem svetu, kjer bi bilo vse iz javnih sredstev pokrito v zdravstvu. In ni, ker pritiski na stroške zdravljenja zaradi novih zdravil, zaradi starajoče populacije, zaradi, sprememb, pričakovanj večjih, so takšni, da nobena ekonomija ne more to samo iz javnih sredstev zagotoviti. In ker smo mi za neko politično odločitvijo to prenesli na Zavod za zdravstveno zavarovanje, smo seveda prenesli tudi odgovornost, da se ta del, ki je bil prej mišljen kot prispevek iz žepa, pa iz privatnega dela, da se tudi pač povečuje, kot je neka medicinska inflacija. Če se stroški zdravljenja povečujejo, se seveda tudi ta prispevek mora povečevati. Tako da se bojim, da bo zaradi tega prenosa morala biti udeležba države, pri financiranju zdravstva vsako leto nekoliko večja. Zdaj seveda udeležba države ne pomeni nič drugega, kot da iz denarja, ki ga skupaj zberemo, to plačamo v zdravstveno blagajno oziroma za zdravstvene storitve. Tako da tukaj bo rasla ta številka. V vsakem primeru, zdaj, če bomo pa seveda na nek način pristali, da imamo v javnem sistemu storitve, ki so delno pokrite, ali pa do katerih ne moreš, pa na nek način skrito razmišljali, da se pa ta zadeva v samoplačniških ambulantah koristi, ali pa uveljavlja, pa to nekako ni fair do ljudi, ker nismo to tako skomunicirali, da je to... Če je pravica, mora biti tudi dostopna, tako razmišljam. Vidim razliko v tem, da prej, ko se je povišal prispevek za zdravstvo, smo bili jezni na zavarovalnice, zdaj smo pa na politiko. Ja, ampak se bo povečal, veste, stroški zdravljenja, stroški zdravstva, te čudežna zdravila, v narekovajih čudežna, res učinkovita, so nesramno draga, Slovenci, takih, ki nas bo več kot starih, več kot 70 let, je velika, in stroški v teh letih so pač preprosto višji, Za določene bolezni imamo zdaj biološka zdravila, res učinkovita, ampak cene so pa nekaj 10-krat večje kot tista, ki smo jih imeli včeraj, pa so seveda včeraj pač ljudje hitreje umirali, ampak zdaj daljše preživetje pomeni dejansko višje stroške. Tako da pa več imamo, problematike duševnega zdravja, pa želimo si in moramo upeljati, paliativo, ki do zdaj nismo imeli, pa več moramo razvijati rehabilitacijo, ki do zdaj tudi skoraj da nismo imeli, pa več imamo teh presejalnih programov, so znani Dora, Svit in tako naprej, za želodec zdaj se uvaja, ampak to seveda pomeni, da hitreje identificiramo bolezen in da hitreje začnemo zdraviti bolezen, to pomeni, da podaljšamo življenjsko dobo, ampak seveda to ima svoj strošek. Tako. Hvala lepa, gospod Sušelj, za obisk na Valu 202. Ja, z veseljem prispevam, kolikor lahko po svojih močeh, bi pa dejansko želel, da bi tukaj prišli do nekega kontinuuma razvoja zdravstva v Sloveniji. Zdravstvo je tako velik sistem, da spremembe na hitro, levo, desno, gor, dol, sem pa tja so bolj škodljive kot pa koristne, tako da upam, da nova ekipa na Gregorčičevi ne bo usmerjena v hiperprodukcijo zakonov, ampak samo tiste, ki so zares potrebni in tiste premišljeno in celovito uvedla v vsakodnevno prakso. Vroči mikrofon.